Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. To je rubrika Vis-a-vis. Moja nocojšnja gostja je ena najuspešnejših slovenskih estradnic, če ne najuspešnejša, pevka Ines Servus. Dobrodošla. Živjo. Hvala, da si se odzvala našemu vabilu. Kakšen lep napovednik, hvala lepa. Ja. Jaz sem samo iskren. Hvala. In navajam dejstva. Ne bodo vsa lepa. Ok. Sem pripravljena. To je bilo v bistvu edino lepo dejstvo. Zdaj pa začneva z zelo grdimi stvarmi, seveda se hecam. Čestitka ob 10. obletnici. Hvala. Kakšni so občutki? Prehiter je minil, pa še ta korona vmes mi je vzela par let, se mi zdi, da me kar prehiteva, ampak sem pa zelo ponosna. Si bila aktivna med korono glasbeno? Ja, kakor sem le lahko bila. Mogoče sem bila takrat malo momentalno več na Instagramu aktivna. Sem bila še celo hvaležna, da sem dejansko imela neko platformo, ampak ja, 10 let je pa le 10 let, tako da bomo ovekovečili decembra. Decembra? Datuma še ni, predvidevam? Datuma še ni, je pa plan in sicer tako malo bolj spektakel šov s plesalci, z gosti. Bojo kakšni znani gostje? Ja, enega lahko poveva, zato ker imam z njim le duet, tako da ta je malo predviden, David Amaro. Pa jaz? Ostali pa... Lahko? Kaj boš delal? Pel bi. Ok. Ker si že daj pela Kuža Pazi v duetu. Sem. Ti boš terco, jaz bom dala. Jaz bom terco pel, pa mogoče še brenkam kaj zraven. Ok, zmenjen. Narjen. Tvoj najbolj gledan spot na YouTubu je Kada cura časti. Moje vprašanje je, kaj se je zgodilo s fanti, da mora po novem dekle častiti? Tudi jaz se to sprašujem. Imaš veliko teh izkušenj? Ja. Kdaj si nazadnje častila? Ne, v bistvu, veš kaj, ta pesem bila narejena in sem bila tako, če bom kdaj dočakala, da bo dejansko punca častila, bo pa tudi rekord. Tako da to je bolj... Kriza? Bolj kot, ja, tako, no. Poznaš kakšno dekle, ki ima izkušnje s fanti, ki jih je pa treba častiti? niti ne. Si predstavljaš, da greš na date in da moraš plačati pol? To se mi še ni zgodilo. Ne, ampak ene dame poustrajajo, da one plačajo. Jaz ne bi na prvem date. Ne. Na kakšnem drugem mogoče, na prvem pa ne. Prihajaš iz glasbene družine, če ne bi bila pevka, kam bi šla tvoja kariera? Vedno bolj ugotavljam, da jaz res obožujem potovanja. Tako da, če bi se našlo kaj v tej smeri, da bi, ne vem, delala content, potovala po svetu, delala videe. Travelogs. Tako. Kje si bila najdlje? No, ne, čakaj, Tajska. Tajska? 3 tedne. 3 tedne Tajske? Ja. In si preživela? Sem imela dobro oporo. 3 tedne Tajske, kaj naredi človeku? To se mi pa zdi malo veliko. Rataš obseden s potovanji. To je to. Pa tudi uživaš na samih letališčih in na teh zadevah, ne samo rada prideš na cilj. Jaz samo rad prijem na cilj. Ne, meni je pa tudi ta del dober, ker se veselim, kam bom prišla. Pa vmes imam na telefonu, pa ne vem, dobro, na Tajsko je bilo res dolg hit, tam smo pa prepotovali, mislim, da 20 ur. 20 ur? Dolga, ja. Koliko je treba presedati? 2-krat. Otroški pevski zbor RTV Slovenija, tam si začela, je tako? Ja. Kako je peti na davkoplačevalski denar? Za tiste čase se nisem zavedala ničesar, bilo je odlično. Ok, a pa ste se v zboru, punce in fantje, vedeli tako, kot se vedejo poprečni zaposleni na RTV Slovenija? Se pravi, ste bolj na kave hodili, pa štempljali se, pa ste šli pa domov? Ne. Ne? Mi smo delali. Ste delali trdo? Ja, dobro je bilo. Ful lepa izkušnja. Bila sem solistka v tistem času, tako da sem pridobila veliko enega znanja. Drugače pa ja, mislim, da smo bili celo skoraj da ne večinoma ženski zborček. Ženski zborček? Ja. Kakšen je bil repertoar? Kaj ste največ peli? Mamica je kakor zarja. Huda. Poznam to. In tu si solirala? Ne. Pa kakšni drugi pa res. Še kdaj to poješ pesem na svojih nastopih? Ja, ne, to pa zapojem vsako leto na materinski dan. Na materinski dan? Mamici pošljem, ja. Story, predvidevam. Na prvem svojem nastopu si padla iz odra. Med katero pesmi? To se ne bi spomnila, je bilo pa res... Odrček je bil mečkan. Mi 3 smo ful vadile koreografijo in pač predstavili se, zdaj mi gremo korak, levo, desno, ena zmanjka. Ena zmanjka. Nimam pa footage, tako da... Škoda. Pač smo zdaj, predstavljaj si. 12-letnica pada z odra. Pa še lihuna ta blond. In kar naenkrat se pevski nastop spremeni iz iluzionističnega. Ja. Mi gre od takrat kar dobro, veš. Ne padam več. Poješ v hrvaškem jeziku, zakaj? Zato, da te bojo razumeli tudi v Črnomlju? Tako.
Ne, v bistvu veš kaj. Jaz sem seveda pela slovenske pesmi, ne, v času Foxy Teens. Po nekem momentu mislim, da sem se malo prilagodila temu, kaj se posluša na terenu. In v nekem obdobju tudi jaz sem odraščala dosti hrvaško glasbo, se mi zdi, da je to bilo zelo poslušano in odprlo mi je tudi mogoče možnost, da sem šla še malo na Hrvaško, da nisem bila zdaj toliko limitirana sam na Slovenijo. Tako da sem se tudi dol predstavljala, pa tudi tam v bistvu nekih par nastopov imela, šla sem tudi na festivale in moram reči, da za tisti čas je to poželo uspeh. Bilo je fresh, bilo je novo. Kar pa ne pomeni, da ne bom še kadarkoli zapela v slovenščini. Absolutno. Zdaj, zanima me, ali je to pojav, ki je prisoten tudi na Hrvaškem, recimo? Ne. Da je pevec pevka, ki poje v slovenščini? To pa ne. Obratno pa ne gre. Zakaj? Misliš, da je tako? Da smo premajhni, da je naš jezik Saj veš, kako smo. Slovenija, kaj pa vem. Mislim, vpliv je sigurno pač velik, že sam zato, ker je pač bila to Jugoslavija. Okay. Mi smo imeli ta jezik, vsi so ga poznali, mi se ga sicer nismo učili več v šolah, naši starši, ja. Tako da mislim, da iz tega izhaja, plus tega, da pač Slovencem je v veliki večini zelo všeč, kar ni naše, ne. Jaz mislim, da sem čez leta to dognala, da je tako. Vse, kar je zunije, super, je dobro. Ja, to je res. In vse, kar pride od zunije. Enkrat sem bil na eni predstavi, pri nekateri nastopa en Američan, in je bil res za nič nastop, stand-up, nekaj takšnega. In je dobil stoječe ovacije, ker je bil Američan. Tako. Škoda. Življenje včasih ni pošteno. Ja. In bova jokala, ko se kamere izklopijo. Praviš, da nimaš talenta za ples. Ja, ne glih. In da poznaš samo 4 plesne gibe. Opala. Kateri gibi so to? Tako je ponavljam na odru, noga naprej, pa malo migamo z boki, jaz zdaj ti moram pokazati. Predstavljaj si. Kakorkoli malo gibov imaš, jaz jih imam manj. Okay. Jaz imam samo en gib. To je ta, ko pleš. No, ta je kar važen. To ti ga priporočam. Če ti ta gre, odlično. Dela sicer po 3. zjutraj najbolj v sumljivih družbah. Okay. Na odru ne vem, kako bi se obnesel, ampak ti ga dovolim, da ga uporabim. Okay. Tako je. Bom preizkusila in ti javim nazaj. Sinhroniziraš tudi risanke. Ja. A si sinhronizira kakšen prepoznaven lik? Wingsice. Wingsice. To pa še za čas Foxy Teens, ko smo snemale, v bistvu sinhronizirale. Ja. Smo imeli vsaka po 2 lika, jaz sem bila Flora pa Tekna. Ena je bila taka zelo piskajoča. Ne, prijazna, ena je bila pa globoka. V glavnem, tako da mi je to kar ostalo. Mislim, da je to eno lepo delo. Zdaj pa se je preneslo v bistvu to, da pa snemam oziroma sinhroniziram pesmice za risanke, ker zdaj ima po novem vsaka epizoda tudi pesmico. Znotraj risank. Tako, znotraj risank, se pravi, ali pa tudi 6 pesmic. Tako da je treba vse za otroke pač sinhronizirati, ne. Sploh predvsem te učne risanke. In moram reči, da je to odlično delo. Probleme imajo spodnapisi, ne. Sploh tisti 2-3-letni otroci. Tako, lahko bi se že naučili brati, ne. Skrajen čas bi bil, ampak... Ne, da moram zdaj jaz to delati. V redu. Da se tebe obremenjuje, namesto da bi lahko vlagala. Pa še plačana moram biti za to, res pamet tega treba. Se sva rekla, življenje včasih ni fair. Nima veliko pevk sreče, slovenskih pevk, bom rekel, sreče snemati spot v Maroku. Večina jih pride do Guncelj, mogoče do Zbiljskega jezera, tam se pa tudi zaključi. Ti si snemala v Maroku, kakšna je bila pa to izkušnja? Predstavljam si, da snemati nekje izven meja domačih. Kako velika je bila ekipa najprej? Zelo mehna. Zelo se je mudil, samo 3 smo bili, jaz, frizer, make-up sem si delala sama, ker sem bila tako, kaj znam boljš narediti, make-up, frizuro, make-up, ok, frizer gre z mano in snemalec. Tako da zelo, zelo minimalna ekipa in sem zelo ponosna, da nam je to ratalo v bistvu narediti in to v 3 dneh. V spotu nastopaš samo ti? Ja. Oziroma tudi moji prijatelji, ki smo jih pol snemali v Sloveniji, pa v Italiji. Dosneli? Tako, to smo dosneli, ampak ta glavni del je bil pa posnet v Maroku. Bilo vroče? Zelo. 48 stopinj v puščavi, ampak moraš si misliti, da ni tako hudo. Je tukaj, kaj je vlaga, hujš. Tako da izjemna izkušnja, še bi šla nazaj, ker moram doživeti, je pa Maroko neverjeten. Vidiš, mi smo prepotovali državo v 9 dneh z avtom in vidiš različne pokrajine, tako iz puščave, pol greš v nek, ne vem, Teksas varianta, pol greš naprej
zelo zanimive pokrajine, na koncu zaključiš spet ob morju. Kakšne težave, kakšne incidenti, anekdote, ki bi jih delila? Ja. Ali raje lahko jih tu zamočiš? Bomo vedeli, da se... Ja, so me hoteli kupiti oziroma plačati za kamele. Koliko kamel? Tako, 55. Kaj to naredi? Jaz sem vredna 55 kamel. Jaz sem šla pol to preštet, mislim, se je neki denarja, ampak... Kaj to naredi samozavesti ženske, ko izvede, je vredna 55 kamel in ne 70? Me zanima. Malo sem bila užaljena. Malo si bila užaljena? Malo, ker sem šla pol pogledat, koliko je to vredno, sem bila malo užaljena. Koliko pride ena kamela? 30 000? Ne vem točno, sem še pozabila. A si šel pogledat? Nekoč sem računal, ker sem sam sebe hotel izvoziti v Evropo. Če kdaj zagusti moji družini, bom se pač... Znašla na ta način. Tako. Ja. V mlajših letih ti je bila vzornica Taylor Swift. Ja. Kaj pa danes? A veš, da še kar, zanj sem šla gledat, mislim, nisem zdaj tako, se mi zdi, čez leta sem nekako, nisem imela tiste ene glavne osebe, s katero bi se res, ne vem, poistovetila, da je to moj idol glavni, do vsega sem nekaj potegnila, ampak smo pred parimi meseci gledali njen koncert v kinu, Dobro. Njena zadnja turneja in sem dobila malo tist žar nazaj in čar in sem bila tako, jaz hočem spet začeti igrati kitaro, ker zaradi nje sem začela igrati kitaro. Koliko inštrumentov igraš? Trenutno nobenega. Trenutno nobenega. Sem pa igrala synthesizer pa kitaro. Synthesizer? Ja. Pa si igrala z ritmi ali brez? Sama sem se spremljala. Odlično. Tudi z ritmi, marsikaj. To je tašna bližnica in na račun tega se synthesizeri prodajajo. Ja. 80 preprogramiranih ritmov. Na kaj si najbolj ponosna v življenju? Nase. Nase. Na to, kar si dosegla. Ja, na to, kar sem v bistvu, kot človek. Kaj je naslednji korak zate? Jaz upam, da predvsem sreča. Sreča. Ja, stremim k temu, da sreča, pa veliko potovanj. Veliko potovanj. In novih spotov. In seveda uspeha novih pesmi. In delanje v bistvu nekih momentov in spominov z mojo publiko. Okay. Če bi midva posnela duet, o čem bi govoril? Kuža pazi. Se mi se bova šla kakšne... Lahko, no greva za res. Ja, ne, si imela prav, kuža pazi bi bil. Pa plesni gibi. Pa plesni gibi, tako. Se pravi, tragedija. Kaj pa bi rada izbrisala iz spomina poleg tega intervjuja? Pa ni to hudo, no. Ni to hudo. Pa ni nič tazga. Iskreno. Ne? Ne. Jaz imam pa toliko teh spominov, kaj bi jih rad izbrisal. Res? Ja, celo življenje. Ne. Moje celo življenje je eno veliko obžalovanje, pa so to v smislu, da se kje najdeva pri tem. Dobar fejkaš. Ja, moram. Me plačajo za to. Ines, hvala, da si bila naša gostja. Hvala te. Želim ti srečno naprej pri karieri. Hvala. Pa se vidimo ob 10. obletnici. Ja, boš povabljen. Seveda boš na odru kot gost. Najlepša hvala. Lepa. Z veseljem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.